Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Moj prejšnji vikend je bil kar športno pester. Bil sem na VBO Brejvranu. Da vam povem sploh, kaj je to. To je vzdržljivostni tek z ovirami. Ovire so pa zelo nenavadne. Imeli smo ovire z ognjem, imeli smo ovire, ki so bile malo višje, tam so nas špricali, ampak v tem videu vam malo bolj podrobno povedal, kako je vse skupaj izgledalo. Mene so k sodelovanju povabili VBO tim, zraven pa so še povabili tudi Mravlo in pa Marcela. Smo pa tudi srečali Tavaresa, Marcos Tavaresa, kapetana Maribora, se poznamo, zdaj je šel pač v pokoj, ne? Legendo Maribora, in se je tudi z nami slikal, celo hčerki sta se me spomnila, ker smo se enkrat družili, ko sem nekaj pomagal Marcosu, ampak imam tudi eno skupno sliko. Jaz mislim, da sem kar aktiven športnik, se dosti ukvarjam s športom, rad sem v naravi, ampak vam povem, da je to bilo za mene kar naporno, zaradi tega, ker je bilo prvo kot prvo v eni 30 stopinj. Bili smo na čistem soncu, razen takrat, ko smo po gozdu tekali. Imeli smo pa 3 proge. Imel si progo 3 km, imel si progo 5 km in imel si progo 10 km. Naš VBO tim je šel na progo 5 km, to je, da v bistvu res skozi čisto vse ovire, kaj so bile tam postavljene. Ni se nam pa splačalo iti na 10-kico, zaradi tega, ker te je pač dvakrat mogli iti skozi in to pa je že ono res too much, ne? Prva ovira, ki je bila, si mogel iti skozi ustno votlino, tam smo se vsi sklonili, pa vsi so malo stiskali noter in pol takoj, ko sem prišel ven, lepo še za nagrado, direkt gor po hribu smo mogli iti pohorja in ne malo, smo mogli iti kar do neke višine. Tisto je bilo meni ena izmed najbolj napornih ovir, ni velik ovira, ampak pač gor po hribu nikoli ni fajn laufat, ne. Sploh pa, ko je ven vroče in ko si zadihan, to ti zrak, kot da bi tak dihal dejansko. Imaš taki nesveži zrak, da je zelo naporno. Potem smo tekali mimo hotela Arena, potem smo šli mimo spenjače, kar direkt noter v gozd. Pred gozdom oziroma že v gozdu je bil ribnik, katerega smo mogli prehoditi, bila čist plitka voda, ampak edini problem je bil, da je bil mulj. To je bilo najbolj ogabno, kaj je bilo na vseh poligonov in to smo se, mislim, vsi strinjali po naših reakcijah. Kaj je drugače mulj, to je blato, ki je bilo noter v ribniku in to ni bilo toliko blata, to je bilo blato, v katerem ti je nočila cela noga in si prav smrdel kot svinja. Budali Etijan pa Marcel sta se šla na not metat kmeta, ne. Jaz sem samo čakal, da bo mene nekdo not potisne, se če vidite, sem jaz Etijana malo potisnil bek, ne, in takrat sem se dejansko strašil, me bo začel človek metat. Potem smo mogli dati v prvo prestavo pa iti gor v hrib. To ni bilo tako naporno, ni bilo toliko ovir, mogel si pač malo gledati, kje boš stopil. Potem so spet končno prišli ovire, ko smo se dol spustili. Prve so bile neke take lahke ovire, potem smo mogli preko plezati, tam je imel Etijan malo težav, ampak dobro, pustimo to. Zanimiva ovira, katera mi je bila še tam v gozdu, kjer si mogel po takem hribu strmem gor, kjer je bil celi spavski, kjer je bil še moker, si mogel z vrbicami, veš, gor, kot v nekih filmih, gor plezati, ne. Marko od VBO šef me je tam malo jebal v glavo, ne, ker je pač on lažji pa hitrejši. Mi je rekel, če imam kakec vriti ali nekaj takega, to se vse čuje na videu, ne. Kaj jaka, kaj kakica? Leha imaš ti lepo! Kaj so pune gate? Se potem smo mogli pokazati, kako se to dela, ker sem vseeno 18 let star, športno pripravljen, ampak vam povem nekaj, jaz sem se trudil celi poligon mu dokazati, da sem boljši in dejansko mi ni uspelo. Jaz ne vem, kako je to možno, da je človek, ne vem, pri 43 letih tako hudo športno pripravljen, v taki kondiciji. Vsi trije smo bili šokirani, jaz, Marcel, ne, pa Etijan, ki sta seveda bila ona v našem VBO timu. Vsi smo bili šokirani, on je dejansko nor, kako hudo je pripravljen športno, teda vsaka mu čast. Kaj še je bila prednost, da smo šli, v bistvu 4 fantje, 4 dedi, ne, jaz sem pa upolno. Kaj je bila prednost, smo lahko en drugega spodbujali, ne. Ko je Etijan popustil, smo ga nadrli, pa je že laufal zadaj, ne. Samo ne dolgo zatem je spet popustil. Pa smo ga spet mogli nadreti, po pa več ni delovalo, smo se drli na njega. Da vam povem, bilo je ogromno tekanje, ne. Mi smo imeli kar hiter tempo, če mene vprašaš, ker prvo se nismo zmenili, da bomo laufali. Mi smo prvo mislili normalno, počasi hoditi, tekati počasi, potem smo pa že imeli kar en konkreten ritem. Potem, ko smo vse že prelaufali, celi utrujeni, zašvicani, mokri, suha usta imeli, smo končno prišli do ribnika, kjer smo se lahko malo ohladili. Taka ovira je bila, si ti malo hodil po takih lesenih, nisi smel dol past, ne, lesenih, kako naj temu rečem, leseni oviri, no. Nisi smel dol past, ampak vam povem, bom je vseeno, ki mi je prav pasalo, ko smo se lahko na koncu noter vrgli. In si lepo plaval počasi.
in smo tako, jo, še malo bi bil noter. Pol takoj, ko smo prišli ven iz tega ribnika, smislo, končno, malo pauze, kurc. Vale, VBO pa Brave Run so pripravili še eno oviro, kjer je bila v bistvu velika premium zobna četka VBO v obliki hloda in si mu dati to gor na ramo. Jan je švinglo, prasec mali, tvom celo sem ga dobil na video. Jan, nisi slik, vse te dobimo. Na tem Brave Runu so bile tudi v bistvu počivališča, kjer si ti lahko malo nekaj keksa vzel, nekaj spil. In tam me je prvo ena gospa skurčala, ker nisem do konca vode spil. Ja pa spi do konca, Madonca. Samo meni je bila enostavno preveč všeč in sem jo mogel vprašati, kak je, ne, malo šmekniti. Jaz mislim, da mi je ratalo, na koncu nisem dobil. Jaz so snadi. Dober je, mali. Jaz mislim, da sem gospod kar dobro šmeknil. Če gleda njen mož ta video, jaz ti jo plačujem, stari, ampak glej, imaš pravi zaklad doma, kad se je ptič zdaj posral dol, Jesus Christ, gremo čim prej stran. Drugače pa gospa mi je tudi dala kekse, oziroma sem si jih vzel in to je bila velika napaka, ker tako sem že imel suha usta, ne jaz debil sem se šel vzeti 2 keksa, katera sem pol nazaj, ko smo hodili do Pohorja, ne, oziroma tekali do Pohorja, celo pot jedo. Evo, smo že laufali naprej, do naslednje ovire, katera je bila, kjer si mogel ti vrečo kamnov z vrvico 3-krat dvigniti, ne. Samo te vidi na videu, kako to približno izgleda. In jaz lepo 3-krat dvignem, Marcel dvigne 3-krat, šef VBO-a dvigne 3-krat. Uganjajte, kdo je mogel švinglat? Jan, kdo drug. Zakaj pa je švinglal? Ker mu ni bilo ali ker ni mogel? Napišite v komentar, jaz mislim, da ker ni mogel. Ampak ne švingla Jan, ker nas neč najrajši hodi. Ker valjda ni bilo dovolj vroče veni, so še VBO in pa Brave Run zrihtali eno oviro, kjer je bil zraven ogenj. Ja, ogenj. Pri 30 stopinjah so šli oni nam 3 male krese vžgat, katere smo mi mogli preskočiti. Nič kaj težkega, ampak ko veter piha, ta vroči zrak ti gre v usta in še težje dihaš, kar je odlično. Evo, zdaj pa smo že pri najboljših ovirah celega VBO Brave Runa. Ne toliko, ko smo šli gor šprintat spet, ne, ampak gori so nas pričakali, uganjajte kdo. Pričakali so nas igralci rugby kluba Maribor. Kaj pomeni rugby? Da nas bo rukali. In točno to se je zgodilo. Imeli so blazine, pa da vam povem, jaz sem mislil, malo bo za foro rukali, veš, ker nas ne smijo poškodovati. Nije bilo totalno vse eno, se meni zdi. Oni so kar konkretno rukali, ampak meni je uspelo pobegniti. Čist malo in potem so me spet lovili. Sem mislil, da sem bil narezan, samo hvala Bogu nisem bil, ne, ker sem dejansko šel svinja jaz pobegniti okoli. Evo, in potem še zadnja, najboljša ovira, ko si videl tam na koncu cilj, pa si bil tako, ja, končno lahko lepo vodo spil, se malo vsedel. Smo se spustili dol po takem slajdu, ki je bil s peno pa z vodo lepo namazan, ne, alo, pasalo je. Jaz sem se lepo obrnil, imel sem problem, ker sem imel tu kamero in se prvo vrgel na trebuh, ne. Potem se hitro spomnil, jaz debil snemat, moram za video. In sem se hitro obrnil, razumeš, malo fotogeničen bil, slika na mojem Instagram profilu, ne. Veš, da moraš vedno dobro izgledati, ne. Da vam pa povem, ta VBO ekipa je sestavljala fante in punce, ampak smo se fanti pol ločili od punc, ker smo bili seveda malo hitrejši. Rabili pa smo 53 minut, da smo prišli na cilj, kar mislim, da je kar dober čas, ker smo imeli dober ritem, dober tempo. Punce so pa prišle pol ure za nami, ker seveda šle bolj počasi. In smo posneli tudi njihov slajd. Da vam pa povem, naša Lana pa je imela kar fajn peno v ustih, boja revica. Pa točno to se še je zgodilo, ja. Medtem, ko si mi damo petke, se objemamo, ker smo celi veseli, da smo končali, se en ded slajdne med naše noge, pa kar naprej prohodi, ko se nič ni zgodilo. Ker pa je Jan tako dobro v švinglanju kot v šoli, pa ga je doletela karma. Padel je direkt na rit, ampak oni kaj? Mi smo ga pustili na cedilu. Pustili smo ga zadaj, veš zakaj, ker je sam kriv, da je švinglal. No, moram priznati, da je bila dobra izkušnja. Rad imam take zadeve, ko so malo bolj športne, pa malo bolj naporne, da lahko sam sebi dokažem, da sem zmožen. Vam pa povem, da ni dovolj samovolja, ne. Moraš biti tudi pripravljen, ker en otrok, rečemo 5., 6. razred, je tam pred mano bruhal seveda od vročine, hidracije in ni najbolj fajn, ne. Moraš biti vseeno kar pripravljen, no. Razen če veš čisto počasi, ampak še to je naporno, ker je dosti hoje. Ampak ti ne rabiš vseh ovir narediti, če ne moreš, če te moče strah, če ti ni fajn, če te kaj boli, ne rabiš narediti.
ti lahko tudi preskočiš ovire oziroma reš vse okoli. Ampak ne vem, kaj je pol fora tega Brave Runa oziroma tega eventa, če greš vse preskočiti oziroma okoli. Ni fore, ne? Fora je, da ti te ovire opraviš, ko so ene težke, ene pa lahke. Drugače pa čestitke organizatorom VBO Brave Runa, komaj čakam na naslednjo leto in verjamem, da bo to še večji event, kot je bil zdaj in še boljše ovire in komaj čakam. In tudi vas pozovem, da pridete naslednjo leto. Vsem jaz naredim reklamo za vas, ker jaz bi rad, da se nam tam zbere v čim večjem številu, da skupaj premagamo vse ovire. Drugače to pa je bilo vse za današnji video. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, lepo prosim lajkajte. Subskrbajte se na ta kanal nujno, idite na moj TikTok profil in pa Instagram profil, kjer objavljam redno nove slike z mojim obrazom. Uživajte! Opa!